včeraj sem ti obljubila, da danes začnemo s prvim stebrom posla oziroma enim takim mini treningom, ki je eden izmed ključnih 3 stebrov vsakega posla oziroma brenda. In prihodki so namreč nujni del, da sploh lahko govorimo o poslu. Če ni prihodkov, potem govorimo bolj o hobiju in s hobiji seveda ni čisto nič narobe, zelo ti jih priporočam, da jih imaš in z njimi v bistvu polniš tiste svoje baterije, ampak če govorimo o poslu, so prihodki prvi steber vsakega uspešnega posla. Nekateri podjetniki pa imajo s služenjem denarja oziroma profitom kar nekaj zadržkov. Tisti občutek, da je to nekaj denarja. Zdaj, lahko je to neki taki občutek, da je denar nekaj slabega ali da je služenje denarja nekaj slabega. In to je veliko omejujoče prepričanje, ki jih drži na mestu. Če namreč ne verjameš, da je profit in zaslužek nekaj pozitivnega, boš vse naredil oziroma naredila, da ga tudi ne bo. In morda to prepričanje izvira nekje iz otroštva, ko so ti mogoče starši govorili, da bogati ljudje so slabi, da kradejo, da če si bogat, si sigurno nekje nekaj nakradel ali nekaj takega. In seveda, ker nihče izmed nas ne želi biti slab človek, lahko podzavestno potem blokiramo te prihodke, ker se potem kaže tudi na našem celotnem brendu, ki nikamor ne raste in stoji na mestu ali pa začne počasi tudi stagnirati. Zdaj, če imaš tudi ti to omejujoče prepričanje, potem te vabim, da pomisliš, od kje izvira in se v bistvu vprašaš, ali je to tvoja resnica trenutno in ali ti ta resnica služi. Zagotovo veš, da je denar pomemben in ti daje moč, da ga nameniš v tiste namene, ki so pomembni zate. To je lahko mogoče investicija v neko novo znanje, mogoče v mentorja, mogoče v asistenta ali pa novega zaposlenega ali pa da ga nameniš, da izboljšaš svoje produkte oziroma storitve. Mogoče lahko ponudiš boljšo podporo svojim strankam ali celo boljšo podporo za druge podjetnike. Mogoče lahko daš v dobrodelne organizacije, kamorkoli se tebi zdi najbolj smiselno. In karkoli od tega naredi osebo dobro, a ne? In da pa pridemo do teh dohodka, pa je v bistvu zelo nujno, da prodajamo. Torej, prodaja je ključna. In en velik bav je za podjetnike je to en taki res ogromen bav. In priznam, tudi za mene je veliko dolgo časa bilo, dokler nisem obrnila te perspektive. Pa dajmo raztopiti še to omejujoče prepričanje, da je prodaja siljenje potencialnih strank v nekaj, kar ne rabijo. Ker če si v moji skupnosti, potem verjamem, da tvoj brand v bistvu pozitivno služi tvojim idealnim strankam. Torej, ne gre za nikakršno zavajanje ali pa kaj podobnega. Ampak jaz verjamem, da ti služiš svojim strankam in da so tvoje stranke tudi zadovoljne s tisto rešitvijo, ki jo dobijo. To pomeni, da je prodaja ponujanje rešitev za problem. In problem, ki si ga tvoja idealna stranka tudi želi rešiti. Zato je v resnici tvoja dolžnost, da prodajaš oziroma ponujaš rešitve za problem. Zdaj, kakšen pa je najboljši način za prodajo oziroma pridobivanje novih strank? Zdaj, če si eden oziroma ena izmed tistih, ki stranke lovijo, potem je čas, da se ustaviš. Če ti loviš, potem mora potencialna stranka pred tabo tudi bežati. A ne? To je čisto logično. In to ni najboljši način za pridobivanje novih strank. Verjetno se strinjava, ne? In veliko boljše je, da postaneš v bistvu ti kot en taki magnet za svoje stranke oziroma, kot bi rekli, go-to person oziroma rešitev za ta problem, ki ga imajo oziroma ki ga ti rešuješ. Zdaj, kako pa to narediš? Najprej je potrebno, da imaš trde temelje za svoj brand, kar vključuje tudi to, da do potankosti poznaš svojo idealno stranko.
Zdaj, potem, ko poznaš svojo idealno stranko in veš, kakšen je njen problem, je potem zelo jasno tudi tvoja ponudba. Kaj bo tvoja ponudba, kaj ponuditi tej svoji idealni stranki. In tej ponudbi se idealna stranka potem enostavno ne bo mogla upreti. Pa potem vodi k temu, da so v bistvu vsi vpleteni v tej ponudbi zmagovalci. In stranka je na eni strani zadovoljna, ker ima rešen problem, ti pa imaš na drugi strani torej novo stranko in pa nov dohodek. In ponudba, kjer so zmagovalci vsi vpleteni, je zmeraj zmagovalna ponudba. Zraven pridobivanja strank pa je v bistvu zelo, zelo pomembno tudi to, da vir prihodkov ni le iz enega kanala. Za stabilen in pa taki bolj varen brand je priporočljivo, da imaš več virov prihodkov. Idealno je, da kateri izmed teh virov, mogoče celo pasivni dohodki, naprimer preko prodaje knjige, online tečajev ali pa kakšnih elektronskih gradiv, mogoče lahko imaš tudi kakšen spletni tečaj. S tem, v bistvu, ko nimaš le enega vira dohodkov, si zagotoviš večjo stabilnost v primeru, da se pač kaj z enim virom recimo zgodi. Da se mogoče zapre, ker smo v preteklosti že imeli kar nekaj izkušenj. In seveda, da ne bomo ostali samo pri govorjenju in pa teoriji in tako naprej, imam zate še en akcijski korak. In današnji akcijski korak je: najprej zapiši vse vire dohodkov, torej vse tvoje ponudbe in pa druge vire, od koder prihajajo tvoji dohodki. Potem pa za vsak vir oceni, kako je profitabilen. Ne pozabi pa tudi na svoje delo, pa na stroške proizvodnje, pa mogoče na stroške prodaje, pa marketinga, pa na stroške distribucije, pa stroške za, če imaš kakšno dodatno podporo in tako naprej. Torej, vključi vse stroške. Potem tretji korak je, da določiš, kateri vir dohodkov bodo v drugem letu oziroma prihajajočem letu imeli več pozornosti in več financ za prodajo oziroma tudi marketing in katere vire lahko morda izključiš iz svoje ponudbe. In pa vprašaš se tudi, če je mogoče smiselno, da narediš kakšno novo ponudbo, ki je bolj smiselna in pa bolj profitabilna. Zadnji korak pa je, da lahko ustvariš še kakšen dodatni pasivni dohodek. Potem pa v bistvu samo še stopiš v akcijo, splaniraš si, kdaj bo kaj narejeno, ker vsi vemo, da brez akcije se ne bo prav nič spremenilo. In če si zdaj v tem video treningu, mini treningu doživel oziroma doživela kakšen tak prebojni aha moment, te vabim tudi, da mi odgovoriš kar na tale mail, ki sem tega poslala. Zelo vesela bom tvojega feedbacka. Jutri pa nadaljujemo s prepoznavnostjo, ker ne glede na to, kako vrhunska je tvoja ponudba, če te v bistvu nihče ne prepozna, potem ne moreš pomagati takšni količini ljudem, kot bi jim lahko. In za prepoznavnost ni treba, da je taka sluzasta in ti vsakič mine do vsega, ko se spomniš, da je potrebno poskrbeti tudi za ta del tvojega posla oziroma brenda. Tako da, se že veselim, vidimo se jutri. Hvala ti.